Ja, jaz sem si pripravil list, ne vem, kaj si zmotil, pred tvojim imenom Mbega, veš, ali Alen ali Alan. Jaz sem si napisal čez cel list, da si Alan. Dobro si napisal. Alan, frontman skupine Društvo mrtvih pesnikov, vodi lepo pozdravljen tudi ti v tem našem skromnem studiu z daljinsko vodenimi kamerami. Ja, pozdrav nazaj. Dalec, sediva nekam, ne? Imaš mobitel, mogoče se bomo... Imaš res, ne, kakšen rekvizit bi še dobili, ne? Premalo je pusto, je malo pusto, to je skozi govorim fantom, veš? Ja, morda ni pusto, no, bomo videli. Dobre. Alan, daj ti meni zdaj povej nekaj, ne? Vi ste, kakor sem se jaz uspel pozanimati, Društvo mrtvih pesnikov DMP za prijatelje na sceni dejansko 20 let. Zdaj je to možno, tako ko se ozreš nazaj, da so 90-a že 20 let nazaj. To može tako hit čas minil. No, koliko je to možno, ste vi eni DMP-jevci, ko se mi zdi, da ste imeli včeraj komad neki rabi, da te ne pozabim, da je to že 20 let dejansko od vašega začetka, pa to naprej. Koliko je to možno? Da bi to razložil malo. Ti kot ekspert za 20 letnice, no? Ja, ne vem, jaz bi morda predal besedo kakšnemu, ne vem, z kakšne fakultete, da pove, kako lahko je čas tako hiter, ne. Je bilo pa očitno leto 1990 precej plodno, ne, glede na to, da letos, ne, ampak letos pač kar nekaj slovenskih bendov praznuje 20. obletnico, ne. Evo, tako da takrat je očitno seme padlo na tla. Ampak ste res že 20 let bili na sceni? Smo, čeprav počutimo se bolj mladi kot takrat, ko smo začenjali. Pa ti si spet spet postaral v teh letih, tako da te gledam, imel si res malo krajše lase, če se ne motim, ne? Pa potem spet malo daljše, si se kaj postaral smo, ko se pogledaš v gledalo, recimo pred 20 leti, pa tako si zdaj. Jakaj razlike ti v fazi rečeš, kako sem jaz star, ali pa jaz sem pa tako sem bil, koliko imaš občutek v sebi? Ja, mislim, da marsikdo bo opazil, kakšen siv las, evo, teh reflektorjev. To še posebej pri naredijo, še sile kakaj ni. Tako. Tako da je, evo, so razlike, ne. Fizično so sigurno, je pa, bi rekel, kot band, ne, pa morda migamo danes več, kot smo takrat, ko smo začeli, ne, ker pač bendovska zgodba je ponavadi, ima neke vzpone in padce, raste in tako naprej. In danes je prav zanimivo, no, danes smo se počutili zelo svobodne, delamo tisto, kar nam paše in nam je the best. Dobre, zdaj pa predno bomo šla na prvi video spot še eno teorijo, sem jaz razvil, ne? Pa ne, nisi zdaj ti nek tipični rocker, ampak vsem te štev, bom rekel, ker novi komadi so bolj rockersko obarvani. Zakaj za vraga? Noben rocker, ki ga jaz poznam, ni plešast. Dej mi ti to pojasni. Poglej sebe, poglej, lase imaš isto goste kot pred 20 leti. Poglej, ne vem, Mika Jaggerja, poglej, ne vem še kakje Bon Jovija, take lase, vsi imajo lase, noben ni plešast. Ti že dolg nisi videl Vilja Restika, ne? Resnik ni rocker, on je popoc. Ja, no, vem. No, v glavnem, imamo, jaz mislim, da, tako kot pravijo, ne, vsak dober slovenski rock band mora imeti enega Tomija, mi ga imamo, ne, na basu. No, in ta nima toliko velik las, tako da, evo, se pozna ta 20-letnica. Kao pevci? Pevci pa ne vem, no, mislim, pač morda imamo neke posebne lastne hormone, ne. Jaz ne vem. Pevci moramo vas skrbeti za imidž in to je, evo. Zdaj še skači čega. Čestitke. Ja, hvala. Alan, zdaj pa ti, bova zavrtela midva vaš, tale komad Me žema, da bi te. To je bila neka taka, kako bi rekel, mogoče ena, najprej je bilo enih par hitov, pa je bilo pa mičke mogoče, malo zatišče, pa ste pa s tem komadom prišli, da mesto prvo se motim. Da je bil to nek mičkini comeback, no, ali imam narobe? Narobe. Alan, bil si super gost, hvala lepa. Povej, kaj sem se zmotil? Kje sem se zmotil? Ja, imeli smo eno pauzo, ne? Ampak ne takrat. Potem. Po tem komadu? Potem. Po tej plošči, ne? Se pravi, komad, ko je meni bil všeč tale, ne ta balada, ko bom povedal, ampak ta neki rap, da te ne pozabim, je bil pred tem Me žema, da bi te, ne? Ni bilo pol malo vmes, malo... To je bila Me žema, da bi te na plošči 20.00, torej letnica 2000. In po turneji, oziroma po pač koncertih, ki smo jih imeli še v letu 2001 in 2002, smo zamenjali enega bistvenega člana in takrat se je zgodil tam mladi in majhen. Tis je bila prava pauza, ja, pa mislim taka, veš, pauza, hitovska pauza, no? Ni bila pa s tem komadom, da ste pa malo... Ja, ne vem. Dej se imam problem, da bi spal totalni butec, no?
Reč pa, v bistvu imaš malo prav. Mislim, morda je bila pauza pol leta, eno leto, ampak več kot No, to sem mislil, ja, pol leta, da je bila pauza malo. Ja, to so pol leta, ajde. Dobre. Ti bo. Torej, me že ima, da bi te, rekel, ena izmed vaših, da rečem, največjih uspešnic, bi lahko rekla? Ki jo res ljudje poznajo, no? Poleg teh, top 3-4 komade vaše. Za, recimo, bi rekel tako splošno poslušalstvo, je to verjetno številka 2. Evo vidiš. Me že malo bi te in društvo mrtvih pesnikov z Alenom na vokalu. 1, 2, 3, 4.